vabim v besedi kolega z oddelka za zgodovino Filozofske fakultete, docenta dr. Bojana Pavlikovca, ki ste tudi tako kolega dr. Perovšek že pred davnimi leti prvi spopadal z narodno vlado SHS in ravno to narodno vlado SHS oziroma njeno konkretno delovanje Drbove nam bo danes podrobneje predstavil. Bojan, izvoli. Hvala lepa. Dokler pripravijo moj hrbet. Jaz bom predstavil nekaj sklepov te narodne vlade in način, kako so bili ti sklepi objavljeni v uradnem glasilu in pa v dnevnih medijih. Tako da to bo zgolj en drobec njenega dela. V časopisu Slovenec, ki je šel na Silvestrovo leta 1918, je na tretji strani objavljena drobna novica. V 8 vrsticah, ki sledijo naslovom 8-urni delavnik, je zapisano, da je narodna vlada na seji, ki je bila dan pred tem, sprejela odredbo o 8-urnem delavniku. Stališče časopisa je najbolj ponazarjal stavek, ki sem ga uporabil tudi za svoj naslov. Seveda ni manjko tudi zapis, da je s tem uresničena ena od zahtev socialno-krščanskega delavstva, torej so še dodali še malo svojega k vsej stvari. In da je zadevo pred časom podprlo tudi vodstvo SLS. Če kot merilo pomembnosti novice vzamemo velikost te novice v časopisu, potem je bilo v slovenskem narodu nad tem sklepom bolj navdušeni. Tudi v tem časopisu je bila novica objavljena na tretji strani, a kot vidimo, bolj stopajoča. Natisnili so jo natisnili so jo z večjimi črkami, tako da je izstopala. Dodatno so zapis povečali in ga naredili še bolj vidnega z uporabo razprtega tiska. V slovenskem narodu se jim je zdelo potrebno zapisati, da sklep velja od 1. januarja 1919, torej dan kasneje, da bi začel veljati, česar pa v Slovencu recimo ne omenjajo. A vendar v slovenskem narodu so se ušteli. V pravnem smislu stvar ga velja za nazaj, zapisali so, najverjetneje pač novinar slišal od nekega politika, da bo sklep veljal 1. januarja. Za veljavnost pa je merodajna objava v uradnem listu. A v uradnem listu narodne vlade SHS je bila naredba objavljena šele 8. januarja in, kako je pisalo v njenem zadnjem 12. členu, velja od 15. januarja naprej. Mnogo obsežnejša je bila objava v časopisu Delavec, glede na provenjenco časopisa seveda posebno pričakovana. V prvi polnoletni številki 4. januarja 19. leta so na prvi strani, kot rečeno, spodobno za delavski časopis, objavili besedilo, ki se v bežnih njansah, recimo zapis vrstilnega števnika, kakšna beseda, ki je pravzaprav isto značnica, je stvar enaka objavi v uradnem listu, ki je sicer šel šele 4 dni kasneje. Kako je uredništvo delavca seveda do potankosti poznalo vsebino bodoče objave v uradnem listu, lahko le ugibamo ali namigujemo. Možna je seveda razlaga, da je novinar dobil direktno s poverjeništva za socialno skrb, poverjenik je bil socialdemokrat Anton Krista. Zgornji primer nakazuje na razmišljanje o načinu uradnega objavljanja sklepov in širjenja informacij o nekem sklepu, ki ga je sprejela oblast. Pogledali si bomo tako torej še nekaj podobnih stvari, pri navajanju pa ne bomo sledili nekemu časovnemu zaporedju v smislu, kdaj je bil nek sklep prvič objavljen, ker bo kakšen sklep pač kasnejši, kakšen mlajši. Najpomembnejša naredba, ki jo je sprejela narodna vlada, je naredba o prehodni upravi. V zapisniku vsej narodne vlade, mimogrede objavljeni tudi v knjižni obliki, tako da so prosto dostopni tudi prek spleta, je torej o razpravljanju v zvezi s to naredbo nekaj drobcev. Pripravilo je upravna komisija pod vodstvom Žolgarja. Razprave, ta sicer formalno načelno niti ni predmet nekega zapisnika, te razprave torej ne moramo najti v zapisnikih. Je pa zgolj en sklep, recimo na 17. seji 16. novembra so omenili, da je treba tam v 3 alinejah nekaj
po domače bomo rekli, sfrizirati. Že naslednji dan, oziroma že na naslednji seji, pa so samo v enem stavku zapisali, da je povedenik Brejc dobil nalogo, naj naredbo objavi. Naredba je bila objavljena v 11. številki uradnega lista 21. novembra 1918. leta. Zanimivo je, da je v uradnem listu čisto spodaj na dnu je datum 14. november. Če gremo gledati, da seje Narodne vlade, tega dne bila 15. seja, v zapisniku pa ni nič od tega. Tako da, kako je ta čuden datum prišel noter, je pač stvar čisto špekulirana. Slovenec je novico o naredbi v prehodni upravi objavil isti dan, kot je bila objavljena v uradnem listu. V novici z naslovom Prehodna uprava v ozemlju Narodne vlade SHS v Ljubljani je bila na nekaj več kot četrtini strani povzeta vsebina naredbe po posameznih točkah, tako kot so si sledili tudi v sami naredbi. Vsebina naredbe je bila objavljena na drugi strani časopisa. O pomenu naredbe za uredništvo Slovenca najbolj ne bi smeli dvomiti, zato si moramo pravzaprav pogledati, kaj je pa morda bil vzrok, da je prišla stvar šele na drugo stran. Prva stran Slovenca tega dne je bilo kratko povzemanje pisanja tujega tiska o Korošcu. To so dnevi, ko prihajajo novice, seveda s precejšnjimi zamudami iz Ženeve in recimo poročajo, kaj je Neue Zürcher Zeitung pisal o pogajanjih v Ženevi. Vse ostalo, kar je na prvi strani časopisa, pa so različni teksti, ki so povezani oziroma ki poročajo o dogodkih na Primorskem, kjer je italijanska vojska prodirala in to je seveda bila prvorazredna politična novica. Italijansko zasedanje Primorske namreč pomenilo hud udarec in je bilo pač o tem treba nujno poročati na najpomembnejšem mestu, časopisu. Tudi naslovi so bili ostri, saj so pisali, kako Italijani jemljajo talce, kradejo, dobesedno piše, lahko plenijo, obsojenje na smrt in obsojajo to, kako so ljudje seveda prisiljeni bežati iz Primorske oziroma z ozemlja, ki jih Italijani zasedajo, samo zato, da se rešijo življenje. Slovenski narod je novico o naredbi o prehodni upravi objavljeno na naslovni strani naslednji dan, 22. novembra. Naslovljajo pa je s prozaičnim naslovom, ki nič ne pove, kaj je v bistvu vsebina, namreč komunike Narodne vlade SHS v Ljubljani. Predstavili so pa seveda celoto in temu namenili približno tretjino naslovne strani. Na prvi seji je Narodna vlada sklenila, da je uradni jezik slovenščina. Sklep je bil sprejet na predlog poverjenika dr. Brejca. Mimogrede, vsak poverjenik je lahko govoril o čemerkoli, predlagal karkoli, ne glede na to, da njegov domicil ni bilo to vprašanje. Recimo o prehrani je lahko govoril kdorkoli, če bil Tavčar, zato neposredno zadolžen. Sklep, ki ga je predlagal Brejc, je bil seveda sprejet. Predlagal je namreč pravzaprav nekaj zelo konkretnega, ne splošno. Brejc je predlagal, da se za notranji uradni jezik določi slovenščina. Sprejemajo pa se lahko tudi vloge v nemščini ali rešujejo v slovenščini. Do uradne objave tega sklepa, ki se je nanašal na notranje zadeve, pa je minilo še precej časa, namreč poverjenik Brejc je sklep izdal še 17. decembra in je bil v uradnem listu objavljen 2 dni kasneje. V bistvu pa gre za sklep, ker je uradni jezik le ena delov omenjene zadeve. Kot vidimo v tele 203. objavi v uradnem listu, so bila zapisana določila o prenosu oblasti in pristojnosti bivših državnih organov. To se prenese vse na Narodno vlado. Drugi člen je recimo sporočal o veljavnosti vseh dotedanjih zakonov, dokler se pač ne spremenijo. Tretji govori o zvestobi, ki naj jo prisežejo uradniki okrajnih glavarstev. Zapisniki o teh obljubah so morali biti poslani na povereništvo za notranje zadeve. Četrti člen je tisti, ki govori o uradnem jeziku okrajnih glavarstev. Uradni jezik je slovenski, vloge se sprejemajo tudi v jezikih, kot so zapisali drugih narodnosti, rešujejo se v slovenskem jeziku. Tu je zapis, vidimo, širši, kot je pravzaprav v samem sklepu vlade. Tam se omenja le nemščina kot jezik, drug ne slovenski, tu je pač jezik ostalo vse, kar ni slovensko. Z jezikom je povezan tudi 5. člen.
Določil je, da se morajo na vseh uradnih mestih napisi, javni napisi objaviti v uradnem jeziku, torej v slovenskem. Pozvali so tudi hitri zemenjavi štampilk, na kateri naj se orla, cesarskega orla, torej nadomesti z znakom SHS. Kar je seveda manj nenavadno, to pravzaprav je že kraljevina SHS, ne država. Najverjetneje so seveda, ko so v začetku novembra sprejemali ta sklep, mislili pa na državo SHS. 6. člen je okrajne glavarje napotil, to je pa seveda čisto postopkovna zadeva, da je v primeru nejasnosti, v katerih primerih nejasnosti naj še iščejo odgovor na instanci, na višji instanci, torej na narodni vladi, in v koliki meri se morajo pravzaprav zadovoljiti zgolj s tem, kar piše že v uradni objavi, in da nekih drugih dodatnih navodil, razen uradne objave v uradnem listu pač ne bo. Mnogo hitrejše bila novica o objavi v obeh časopisih. V slovenskem narodu so novico o slovenščini kot uradnem jeziku navedli že dan po ustanovitvi narodne vlade. Pri tej novici seveda ni šlo za omenjeni sklep, sprejet na pobudo povedenega za notranje zadeve, temveč za sklep, ki ga je pravzaprav izdal povedenik za pravosodje, Vladimir Ravnica, ki je pa za pravosodje določil, kar se jezika tiče pravzaprav iste stvari, pa tudi nekih upravnih postopkov istih stvari, kot kasneje tudi Brejc. Sklep je bil namreč del naredbe, ki jo je v 3 delih določila, da je slovenščina uradni jezik v sodni in finančni korporativnih zadevah. Več jezikovni značaj države SHS je zahteval, da je jezikovna zapoved širša. Poleg slovenščine je bil namreč uradni jezik tudi srbohrvaščina. Zapisalo se je, vloge državljanov, ki so bivali v Jugoslaviji, so lahko oddane tudi v svojih jezikih, torej v njihovih jezikih, a reševanje v državnem jeziku. Spet torej širše, ne samo nemščina, pač pa lahko tudi karkoli drugega. Naslednji dan je slovenski narod ponovno objavil, torej različne novice, neke objave, uradne so bile večkrat lahko časopisih ponavljane, pri čemer so običajno dodajali še malo več. Prvič so nek udarno, ali pa morda njim najpomembnejšo stvar navedli, potem dan, 2, 3 kasneje so pa seveda celoto objavljali, morda zaradi tega, ker je primanjkovalo prostora, kar ga seveda je zaradi pomanjkanja papirja. Recimo slovenski narod je, kot rečeno, kasneje objavil še nekaj več, bolj ali manj še kar celotne naredbe. Recimo v 4. točki je ta naredba pisala in oni povzemajo seveda uradni jezik slovenski v narodno mešanih krajih, na narodni meji pa se priporoča začasno v tem pogledu potrpljenje. Poveljništvo se je torej zavedalo zapletenosti jezikovnega položaja na določenih ozemljih in nevarnosti, ki bi lahko neke prenagle odločitve ali pa prenapeteži jih povzročili. V istem časopisu so na 4. strani pod dnevnimi novicami pa objavili novico iz Zagreba, kako je narodno viječe že 30. oktobra razglasilo za vrhovno oblast, se razglasilo za vrhovno oblast v vseh, torej tudi slovenskih deželah, za najvišje oblasti in kako je slovenščina uradni jezik v slovenskem delu te države. Slovenski narod je 5. novembra obveščal o naredbi poveljništva za pravosodje, kjer se določa uradni jezik v pravosodju in državnem pravništvu. Uradni jezik je slovenski, glede jezikov manjšin zapisal podobno, kot je že bilo pred dnevi napisano, namreč sprejemamo, da rešujemo v slovenščini. Podobno poroča tudi Slovenec 1. novembra, ki je v kratki novici omeni to Ravnikarjevo naredbo v zvezi z ustrojem pravosodja. Navedli so le nekaj delov, tisto o uradnem jeziku, recimo, pa o reševanju vlog v tujih jezikih. Dodali pa so še tisto odredbo, namreč, da se, kar je bilo že danes slišano, da se sedaj sodbe izdajajo v imenu zakona in ne več v imenu cesarja, in pa seveda vsa zakonodaja velja, dokler jo ne spremenimo. Z jezikom je bilo potem v tej naredbi povezan še sklop o napisih v javnih prostorih, ampak Slovenci tega niso povzemali. 5. novembra pa so to spet objavili in razširili z dodatnimi delčki iz teh naredb. Pomembno jezikovno vprašanje je tudi jezik pouka oziroma jezik v šolah.
Pouka oktobra 1918 zaradi spletov okoliščin ni bilo, vojna, gripa in še kaj, španska gripa. Narodna vlada si je prizadevala obnoviti pouk tudi iz varnostnih razlogov, ne zgolj iz razlogov samega pouka, pač tudi iz varnostnih razlogov, kot je že kolega povedal, v tem času silne mase vojske koračijo in se vozijo čez Slovenijo, pa da mladež ne bi kakih neumnosti povzročala, je treba imeti nekje pod nadzorom in seveda šola je to najenostavnejša institucija, ki se to početi. 3. novembra je na 3. seji vlada sklenila, da se pouk začne 5. ampak je minilo še skoraj 2 tedna, da so to potem tudi v praksi izvedli. Kot rečeno, morda pa je tukaj tudi nekaj te zakasnitve v zvezi z določitvom jezika povezano tudi s to odmikom začetka pouka. Narodna vlada je določila učni jezik z naredbo Poverjeništva za uk in bogočastje, ki je med ostalimi stvarmi določil tudi učni jezik. Sprejeta naredba je bila 17. novembra na 17. seji vlade in v drugi točki je zapisano, da je izključni jezik ljudskih in meščanskih šol slovenščina. Otrokom drugih narodnosti bi se ob zadostnem številu kandidatov, torej otrok, omogočil pouk v materinščini, a državni jezik bi bil obvezni predmet, pri nas bi to seveda bila razumljena slovenščina. Ukrep je jasno velja tudi za dotedanje utrakistične šole, kjer je bila slovenščina pravzaprav le uvod v drugo jezikovno izobraževanje, zdaj je tam postala slovenščina tudi učni in uradni jezik. Naredba je bila objavljena v uradnem listu 20. novembra, istega dne pa tudi že v časopisu Slovenec. Isti časopis Slovenec je torej 6. decembra poročal o pomembni spremembi v Mariboru. Tam so 1. decembra 1918. nekdajno nemško gimnazijo preoblikovali v gimnazijo in real po slovenskim učnim jezikom. Za nemške dijake pa so v skladu z naredbo omogočili vzporednice, kjer pa je bila slovenščina reden obvezen. Slovenski narod je omenjeni naredbi narodne vlade poročal 19. in 21. novembra. Objava 21. novembra je bila v obliki, ki je izstopala. Razlika je namreč v naslovu objave. 19. novembra je bila objava seveda z običajnim, kdo izdaja naredbo, v naslovu samem niso izdali temelja, ki so ga želeli, ali pa nekaj, kar bi želeli podariti, namreč naslov naredba Poverjeništva za uk in bogočastje. 2 dni kasneje pa so to isto novico malo spremenili in spremenili predvsem naslov Slovenščina, izključni učni jezik v ljudskih in meščanskih šolah. Tudi slovenski narod je med drugim decembra potem poročal o spremembi v Mariboru. Tu med pravniki zaključim s poročilom o občnem zboru društva notarskih kandidatov. Ti so imeli 1. decembra 1918 v Ljubljani dobro obiskan občni zbor, so zapisali. Na zborovanju so sprejemali različne sklepe, resolucije, kako so jih sami imenovali. Pri nekaj svojih sklepih pa so se pozivali na naredbo Poverjenika za pravosodje o ureditvi sodnega sistema, torej tisto naredbo Ravnikarja že z 31. oktobra. Poverjenika so pozivali, da razpiše notarska mesta v krajih na Štajerskem, na Koroškem, kar navajali so točno v katerem kraju zdaj ni več notarja, ker je ali odšel ali je bil kakorkoli drugače, ni bil na svojem mestu. In poudarjali so, da mnogi nemški notarji, in s tem zaključujem, niso sposobni vladovati v slovenskem jeziku. Po njihovem mnenju je nekdanja avstrijska oblast ni zahtevala nekega legalnega, po njihovem razumevanju legalnega dokazila o znanju slovenščine, ampak jim je kljub temu izdajala kvalifikacije, da lahko poslujejo v slovenščini. To dejstvo je notarski kandidati pripeljalo do sklepa, s katerim so od narodne vlade zahtevali, naj podobno kot je odpustila nemške sodnike in nekateri druge zaposlene v upravnem sistemu, odpusti tudi nemške notarje. In so zapisali, predvsem pa takoj one, ko je bivša avstrijska vlada brez zadostnih dokazil iz političnih ozirov kvalificirala usposobljenim za obradovanje v slovenskem jeziku. Slovenec je o zboru notarskih kandidatov poročal že dan pred slovenskim narodom. Zapisal se na mnogih mestih pravzaprav kar pokrivata, kot da so protokol
prepisovali. A je v Slovencu nekaj dodatnega besedila v zvezi z nezadostnimi dokazili o kvalificiranem znanju jezika. Zapisali so, da se je avstrijska vlada zadovoljila že s samim priporočilom kakega nemškega Volksrata, da dotični nemški notar za silo lomi slovenščino. In po pisanju Slovenca so ti seveda notarji zasedli svoja sedanja mesta na škodo slovenskih notarjev in slovenskih notarskih kandidatov, zlasti tudi na škodo slovenskega naroda, ker so bili in so še eksponenti nemškega Volksrata in Sludmarka. Ti so bili in bodo, če ostanejo na svojih mestih, v svojem političnem delovanju naši največji škodljivci in narodni nasprotniki. Posebnih sklepov v zvezi z upravljanjem notarskega sistema pa pravzaprav narodna vlada ni